Hej, Hej! z Julijo smo se dobili, da se malo pogovoriva o ekstremnih glasovih. Če ne veš, kaj so to ekstremni glasovi, poslušaj ta intervju. Julija se že kar nekaj časa ukvarja s tem, kaj so to ekstremni glasovi, Julija? Ekstremni glasovi so v bistvu vse, kar je lahko rečemo petje, hkrati, ampak so v bistvu vse te stvari, ki nam vingljajo, ki jih sicer ne uporabljamo pri petju, jih v bistvu uporabljamo pri teh ekstremnih tehnikah. Ok, in v kateri glasbi se to največ uporablja? Največ v bistvu v metalu, tudi nekaj od tega v rocku, sicer pa tudi v pop glasbi, pri kakih teh spiritualnih throat singers in v bistvu gospel, vse te stvari daleč nazaj in tudi vse te novejše stvari se posod vedno bolj uporabljajo kakšne take zanimive efekte. Efekte, v bistvu so to glasovni efekti, je tako? Ja, Tako bi rekli. super. Ok, daj mi povej, katere različne glasovne efekte poznamo, ekstremne. Glede te terminologije bi lahko rekli, je zelo zanimivo, ko se začneš učiti te stvari, ker v Evropi govorijo tole, v Ameriki govorijo ono, potem si je mogoče kak kavč izmislil še kako svojo terminologijo in ko začneš govoriti na začetku o tem, si tako, ok, zdaj smo govorili o tem, zdaj pa ti to poimenuješ tako, ne? Tako da bom jaz probala čim bolj poenostaviti, ampak bom povedala tudi stvari, ki jih uporabljajo tudi drugi kavči. Naprimer, jaz sem najprej začela s tem growlom. Če v Ameriki poveš komu growl, bo rekel, da pač ne, da tega oni ne uporabljajo, ampak govorijo death, ne? Ker se growl v bistvu uporablja v death metalu. Največkrat, ne? Tukaj v bistvu gre za false chord scream, to so ene take gubice, ki so še nad glasilkami, ki pridejo bolj skupaj, ampak pri growlanju v bistvu ne uporabljamo mi naših glasilk, ki so odprte. Če pa jih uporabljamo, pa se to v bistvu lahko imenuje grleno petje, to pa uporabljajo pač ti menihi ali v kaki jogi ali kaj takšnega, ne, je veliko tega. Druga stvar, ki se ful uporablja, je fry scream, enako v metalu in tudi veliko v rock glasbi. In to bi bilo to verjetno od tega fry screama. Potem pa imamo še, eni pravijo, naprimer pri Melissa Cross, ko sem se učila, ona uporablja hybrid. To je kot ena mešanca fry screama in glasu, bi rekli. Večina pa uporablja tudi distortion, ne? To pa lahko rečemo 50-50, 50% glasu, 50% pa teh vibracij tukaj zgoraj. Tako da to je nek tak kratek povzetek teh efektov. A nam lahko ti to kar pokažeš tako na kakšnih izvajalcih, da si pripravila? Gremo čez. V bistvu sem si kar odprla nekaj linkov, ki so pač ženske izvajalke, nekaj moških in tudi različne ženske izvajalke, zaradi tega, ker je zelo zanimivo, kako lahko isti efekt pri drugačni osebi zveni res drugače. Tako da skoraj ne bi moral včasih opisati, ok, ali naredi zdaj to, ali naredi ono. Tako da se moraš res zelo naučiti poslušati, kaj se dogaja, ne? Tako da zdaj bom jaz šerala screen. Evo, a ga vidiva? Cool. Evo, naprimer, najbolj nekako tudi pri moških in pri ženskah je vedno vprašanje o tej Tatjani, ki poje pri Ginger. En metal band, ki je zdaj kar precej znan in ona je tako zgleda pač majhna in vse to, ampak ima full deep growl, full globoko zveni. Ampak tu sem izbrala en posnetek, kjer se v bistvu sliši ta tranzicija iz njenega clean voice-a in kako potem gre v growl. Preden karkoli povem o tem,
nam bom dala za poslušati. Evo. Evo, to je na primer Tatjana. Kaj boš rekla, Nataša? Nekaj čisto hudo. To bom rekla, tukaj se to naredi. To je v bistvu growl, ne? To je death. Ampak, ko sem jaz prvi slišala ta posnetek, mi je bilo tako, kako lahko ona ima tako deep sound, ne? Ampak, ne glede na to, da je to live session, so vokali nasneti, ne? Tukaj je njen vokal v bistvu podopliran, vsaj podopliran, če ne več, ne? Zato ona zveni tako globoko. Sicer pa, ko sem kar precej preučevala njeno nasplošno življenje, ker me je zanimalo, kako je prišla do tega, ona se sploh nikoli ni šolala iz tega in ona niti ne ve opisati, kaj ona dela. Tako je rekla v intervjuju. In je pač enkrat slišala en band, ki je pač bil všeč ta sound in ona je želela zveneti kot moški in si je držala pavšter, blazino pred obraz in tako se je pač učila growlati, ne. In nikoli pred petjem se niti ne ogreje. Ampak očitno ima ta dar, ne. Ampak iz svojih izkušenj in z vsemi, ko sem delala, zelo priporočljivo pri takimi stvarmi, da se upojemo, da se ogrejemo, ker pri takih stvarih je zelo, zelo velik pritisk in lahko zelo hitro naredimo kaj narobe. Ne uporablja pa glasilk. Ja, to se moraš naučiti, da uporabljaš vse gor nad glasilkami. Tako, tako. Zdaj bom pa pokazala še isto stvar v studiu, kako je posnela to v studiu in ni nič. To je direkt live posnetek. Tako da imamo feeling, kako v bistvu ona deluje, ko snema tole v studiu. Onda vam to prikličam na evo. Oh, here you go, Mr. Know-it-all. Na primer, tako pa zveni v živo. Ne? Kakšno vprašanje, Nataša? Ne, super, kar nadaljuj, je zanimivo. Super. Evo, to sem zdaj pokazala ta ženski growl death, ki se pač uporablja. Ona je zelo tako kot ženska, vseh je še nekaj, ampak je zelo, da ima res deep ta false chord scream. Ne? Evo, še ena poimenovanje za to isto zadevo. Ne? Potem sem izbrala nekaj ženskih izvajalk, ki izvajajo v bistvu distortion in se uporablja v glasbi, ki jo poje v bistvu veliko naših učencev in tako glasba, ki jo veliko poslušamo. In sem izbrala tukaj Pat Benatar prav na enem delu. In če poslušamo, da se vam rekla. You can cry. Torej, ta you can cry, ko pove, to je ena zelo, zelo, zelo pravilnih distorzij in naprimer od Pat Benatar, ki je bila prej v bistvu bolj operna, muzikalistična pevka in je v bistvu kasneje prišla na ta stil petja, da je začela uporabljati distorzijo. In če se učimo te stvari, bi naprimer njo kot žensko takoj predlagala, da bi se mogoče iz teh stvari učili. Ker njeni prvi albumi niso imeli toliko tega in je še imela mogoče malo tak
klasično muzikalističen v bistvu feeling, tu pa je šla že vedno bolj v tale rock feeling, ne? Pol Janis Joplin, to sigurno si poznamo. Janis ima isto, uporablja veliko distorzije, ampak pri njej lahko že slišimo, da uporablja tudi te vibracije nižje, ne? V bistvu, če imamo tukaj glasilke, nad tem so te lažne glasilke, ne, false chords, in nad tem ona uporablja vse te vibracije. Torej, če poslušamo. Že v začetku se sliši. Evo, na primer, to je vse pač distorzija, ki lahko uporabljaš pač na različne načine, ne? In smo prej pri Pat slišali, ali pa zdaj pri Janis, da zveni čisto drugače. Pol sem pa pripravila še eno, verjetno se, Nataša, ti te spomniš, takrat, ko se je začelo tole, moje raziskovanje teh ekstremnih glasov je bilo to tisti teden, ko sta prišla Laurel in David iz Amerike k nam in sem jaz želela vedeti, kaj Lizzy Hale naredi v tem komadu, da bi jaz pač se to naučila, ne? In jo bom kar predvajala in potem razložim. Bi lahko rekli, da je to enako kot ono vse prej. Lahko vi, ne? Lizzy, na primer, če gremo gledati njeno zgodovino nazaj, ne, to se mi zdi zelo pomembno, da povem pač pri vseh teh ekstremnih stvareh, nimajo vsi danega vokala, nimajo vsi onega, kako bi nekdo rekel, talenta. Lizzy je, na primer, ena od teh, ki si je mogla razviti svoj vokal, ki ga je natrenirala, ne? In, na primer, tukaj, ko smo slišali zdaj v tem I am the fire, ona v bistvu uporablja distorzijo, ampak njena distorzija pade nekoliko dol v ta growl, bi lahko rekli. In zaradi tega se velikokrat zgodi, da njen glas tudi postane proti koncu koncerta zelo, zelo, zelo utrujen. Ker potem takem bi lahko rekli, da je to malo nepravilna distorzija in ne bi ful časa zdržali, da tako pojemo, ne? Zato je zelo pomembno, da vemo in da se ne primerjamo z zvokom, ki pride iz studija, obdelan, ne? Vsi ti vokali naravno zvenijo drugače kot tukaj na vseh teh posnetkih. Tako da ona uporablja distorzijo in malo tega ne, growla. Malo teh false chords. Je pa za vse, ki si želijo, za ženske, bom pokazala komad Open Your Eyes. Eden najbolj šolskih komadov, zato če se hočemo naučiti distorzije, rečemo za ženske neke srednje lege, da Open Your Eyes, refren, upam, da zadanem. Evo, zdaj bom. Naprimer, sad tak začeten Open Your Eyes, lih tok, da malo daš te distorzije gor. Ne bom rekla, da je enostavno, zelo je na začetku zakomplicirano, ker naši možgani ne dojamejo, ker to so nekaj čisto druge stvari, ne? Človeškemu telesu je čisto normalno
ok, jaz zdaj bom pel, ne? In govoril in podobno. Ko pa delamo take stvari, pa jih ne delamo nikoli v življenju sicer. Mislim, jaz ne poznam ljudi, ki bi to nekaj ful pogosto delali, zato rabi telo veliko časa. In zdaj bom nehala share screen, ker bom Nataši povedala nekaj, ker jo sicer ne vidim. Se mi zdi ful pomembno, da pač povem to, da je zelo dost odvisno od tega, kako izgleda naše telo. Kako smo noter, kako imamo dolg larynx, kako imamo vse te stvari, ker ne moremo pričakovati od sebe nekega full deep sounda, če imamo full kratki larynx. Pač, ko je. Zato ženske zvenijo pri growlu ful višje kot moški, ne? Včasih kakšen moški pove, daj še malo zraven tega dol, ne? Ja, navgal, ne? Tako da moramo imeti glede tega ful neke meje, da se v bistvu ne forsiramo v neko smer, ne? In da počasi rastemo v tem. Ja. Ne? To se mogoče sam razložiti, a ne? Se pravi, mi imamo glasilke, a ne? Tukaj so glasilke, to sta dve gubi, ki ploskata in stvarjata zvok, a ne? Pa ke ta zvokec nastane, ta zvokec potuje po našemu žrelu, pa mimo ustne votline, pa nosne ven. In na tem delu, ne, na tej cevi, imamo mi ful veliko enih takih drugih gubic, ne? In celo direktno nad glasilkami imamo dve take gubice, ki jim rečemo lažne glasilke, to, kar Julija reče false vocal cords, a ne? In če se te šejkajo, ne, potem ustvarjajo, se pravi, spreminjajo zvok, ne, in zveni pol, ne? Mi smo gledali prav v grlo s kamerco, ne? Enemu tipu, ki je delal, ne vem, zdaj ali gravel, po moje gravel, no? In je bilo noro, kako to zgleda, ker v bistvu glasilke v spodnji delajo tako lepo, kot da bi opernega pevca gledal. Čisto, ne? Gor je pa vse od tega poklopca, vse te sluznice, ki jih imamo, vse pa samo takole tristen. Ful dober. In vidiš, kje to nastane, ne? Da to nastane zato, ker vse tole se premika in spreminja zvok v ta, ki zveni pol nek powerful V bistvu nastane noise, ne? Iz vseh teh soundov nastane noise. In večina teh isto kot growl in kot scream je v bistvu samo noise. Ni nekega tona, določenega tona, ne? Ton je samo pri distorziji, ko v bistvu glasilke normalno delajo, ne? In zdaj smo se mogoče malo ukvarjali s to distorzijo in z tem growlom. Zdaj pa za ta fry scream je pa v bistvu zelo zanimivo, ne? Ko se začnemo ukvarjati, ta zvok zelo tih, ne? Če mogoče veste, tisti, ko mogoče se kaj ukvarjali z glasom, ali pa tudi ne, mogoče zdaj zveste, vocal fry. To znamo vsi narediti, ne? In ko slišimo fry scream, si misliš, kako lahko fry scream, ki je ful glasen, kako lahko to fry v bistvu primerjamo, ne? In vam zdaj dam eno vajo, ki jo lahko poskusite doma, kako v bistvu priti do tega fry screama. Pri fry screamu naše glasilke, namesto da bi delale tako, kot če bi normalno pač peli ali govorili, delajo tako. In to koordinacijo v bistvu moramo doseči. In kako lahko to gremo na začetku, da ali potujemo od normalnega fraja, kot da smo bolj utrujeni, bomo potovali proti gor. In potem si bomo pogledali nekaj primerov in hočemo pri tem fraju priti do nekega takega dela, kjer je najbolj kot da stara televizija pokvarjena, ful šumi. Okay? Bomo poskusili. Nataša, ti tudi lahko poskusiš. Ja. Bomo šli. In? Da, kamorkoli, kjer smo in hočemo ta feeling obdržati. In to ni nezdravo, ne boli, kvečemo je zelo prijeten občutek. Tako da, you can try, Nataša, lahko poskusiš. Ja, evo, so že šle po svoje, ne? V bistvu moramo biti s tem
ful potrpežljivi, ne? Da si res vzamemo čas. Druga stvar je pa, ki jo lahko poskusite, vsaki mogoče, ker te stvari so tudi za distorzijo precej pomembne, ker je distorzija in fry screen ima zelo podoben feeling. Čuti se, lahko povemo, 90% enako. A imaš ti kakšen posnetek od fry screama, da bomo si mi predstavljali točno, kako to izgleda? Daj najprej pokaž, pa nas vse naprej zanima. Deal. En brutalen. No, daj. To je v bistvu ženska. Okay. Ok, to je fry scream. A res? Ne zvoni kaj graf. Fry scream je. Isto, tako kot sem rekla, ne, tukaj je nasneto. Vse povsod, kjer, kako najlažje preverimo, če je fry ali pa je growl. Mislim, nizki fry lahko zveni skoraj 99% kot growl. Ampak na odrih vsi metal pevci ne uporabljajo toliko growla kot fry, zaradi tega, ker growl je zelo naporen. Vse čas, vse čas moraš ful delati, ful zraka, zelo, zelo, zelo naporno. Zato se začnejo učiti fry scream, v bistvu ni toliko te akcije, ni toliko potrebno te sile noter dati v ta fry, ne? Imam pa tukaj od Machine Headov komad, kjer pa lahko slišimo tranzicijo, kako on gre iz tega distoržna oziroma hybrida, taka ena mešanca je, hybrid je, to sem že omenila, da ohranimo del fry screama in v bistvu glasilke začnejo spodaj, kot da bi proizvajale tudi ton, ne? Tako da tukaj se lepo sliši ta tranzicija, kako lepo pride v to noter, ne? Pač to je za moški. Evo. Is there anybody out there? Anybody listening to me? Is anybody else scared? The paranoia drops me to my knees. Does anybody feel lonely? Disconnected from the things I see. Is there anybody out there? Anybody out there just like me? I'm choking on these words and I can't cry. Come on, come on. Ne, čisto na zadnje, ko ga je naredil, je šel v ta fry. Evo, to je na primer fry. In s tem, ko smo šli mi prej od spodaj proti gor, moramo v bistvu najprej doseči, da se naše glasilke začnejo tako obnašati, ne? Da to delajo, da mi pol lahko dobimo ta sound. Ampak ni to tako enostavno, kot ko naredimo tole, da v bistvu samo malo potujemo, da se poslajdamo do gor, ampak je takrat ful treba delati. Ni to tako ono, just do it. Ne rabiš res ogromno energije, ampak kaj je pri tej glasbi pomembno? Rabiš čutiti to. To lahko povem iz svojih izkušenj. Sem se začela učiti growlati in skozi me je bolelo. In nisem vedela, kaj delam narobe. Ampak pa, ko sem imela z Meliso Cross, ki v bistvu ima veliko teh metal bandov pod sabo, ki jih res pripravlja za turneje in to, ona je rekla, rabiš čustvo, točno to, kar pripoveduješ. Oni imajo ponavadi take zelo močne, dosti žalostne tekste, no? In oni s tem povejo, ne? In za vse te stvari rabiš res čustvo. In ko daš čustvo noter, ti to postane res simpel, ne? To je tako, kot ko smo jezni, pa bi radi dali ono, so jezo ven, pa bi se najrajši zadrli, to je isto pač pri tej glasbi, ne? Ampak tanka meja je med tem, ali gremo že na jezo, ali pa ostanemo še vedno v telesu in handlamo vse te občutke, ki so potrebne, da zdravo naredimo ta sound, ne? Tako da tale meja med tem, ne? Pa še eno vajo, sem se odločila, da vam kar pokažem, ki lahko malo probavate te stvari.
je pa, da lahko iz tona pridemo na fry, to je že pol advanced malo vaja, ko pride za to, da greš taki mal klasičen feeling hočemo imeti. Ja, in probamo ostati na tistem tonu, kjer je tudi feeling, ne? Da so v bistvu glasilke isto raztegnjene. Best. A imaš še kakšnega moškega izvajalca za pokazati? Sem videla, da imaš tam gor še nekaj egzemplov. Ja, v bistvu imam ženskim pa moškim. Je kakšna razlika med tem? med frajem, misliš? Nasplošno ne, med ženskimi pa se pravi ženskami in moškimi, ko delajo te ekstremne glasove, je to kaj drugače? Je drugače, ja. Zelo drugače. Ravno nedolgo nazaj sem imela z Merrick, s katero tudi sodelujem, ko tudi uči vse te ekstremne stvari. Sem imela uro in sva se pogovarjala, zakaj toliko časa traja pri ženski, da pride do nekega sounda. In sva prišla do tega, da je v bistvu masa. Ne glede na to, ni zdravo, da smo debeli, ni zdravo, da imamo ful pač neke odvečne mase, ampak ta masa je pri tem ful pomembna. In naprimer ful vse ženske, ki so ful majhne in ful take tanke in suhe, morajo res delati, to je tako, kot da bi šel v fitness in bi ti ne vem koliko uteži dali gor, ne? Ful premalo akcije damo noter, ne? In da to, v bistvu, da prideš, koliko moraš delati za ta sound kot ženska, traja ful več časa. Ampak so veliko dobrih žensk, ki so prišle do tega. In tudi verjetno vsi metalci, ki mogoče poznajo malo pač to sceno, vsi vejo verjetno za Angelo, ki je prva pevka od Arch Enemy. In tudi vse povsod, kjerkoli se učiš, karkoli od ekstremnih vokalov, jo bodo omenili sigurno, ker je pač res bila amazing, ker je growlala cel koncert, growlala, brez fry screama. In ona je gym rat, ona skozi trenira. Te ženske so tako nabildane, da to je skozi v športu, toliko akcije rabiš za to, ne? Moškim, ki so pa večji, imajo daljši larynx, je pa vse to, torej lažje pride do nekega deep sounda. Njihove glasilke in vse te stvari, ko trenirajo, ne postanejo tako hitro utrujene kot pri ženski, ne? Tako da, kar je ful pomembno pri vsem tem, vzame čas, ogromno časa, več let, da v bistvu pač se pol naučiš in pol veš itak zavedno, ne, če treniraš. Ja, ful dobro. Se pravi, rabiš ful več energije kot za clean petje. Ogromno energije. Mislim, če gledaš, da poješ neko normalno skladbo v svoji legi, je to 1:100. Noro. Se pravi, je to zate, ko greš to trenirati, je to zate tako kot fitness. Ja, res. Pa zdaj, zdaj sem malo hecala, ampak to je resnica. Imam svojo trenerko in meni je prav six-pack ratov potem, ko sem ta growl trenirala. Res, toliko je pač te akcije, ne, je treba. Moraš biti fit, ker tu se zelo hitro utrudiš, ker to zrak konstantno leti iz tebe. Se pravi, če je nekdo tukaj, ki se zanima za te glasove, pa bi se rad to naučil, kaj bi ti predlagala? Mislim, kako se s tem začne? Je fajn to delati sam, ali je dobro, da si najdeš eno pomoč, ali tako? Nekdo, ki naravno mogoče lahko naredi te sounde in čuti, da mu je okej, potem bom rekla, da lahko komot nadaljuje sam. Ni pravila, da rabi pač nekoga. Nekdo, ki pa mogoče to dela in tu pa tam, ali pa po koncertu, ali pa po dlje časa delanju pač teh ekstremnih stvari, čuti kakršnokoli tenzijo ali bolečino. Pol pa je to v bistvu dela neko stvar verjetno narobe. Eno je to, da se telo mora navaditi, na začetku vsi čutimo malo te tenzije. Drugo je pa pač, da je zdravo, da v bistvu preden je prepozno, ker veliko ljudi
je izgubilo glas zaradi tega, ker če mi toliko zraka kot prigravlo potisnemo ven in zapremo glasilke, to je tako neprijetna izkušnja za glasilke, da res prosijo same, da nočejo takega doživetja nikoli imeti. Mislim, sem izkusila sama, da ko pač poskusiš take stvari, tudi ne moreš govoriti nekaj časa. Tako da je zelo previdno, če si pri kavču, če te nekdo uči, je verjetnost, da se poškoduješ, ko se učiš te stvari, res veliko manjša, ker te bo takoj opozoril, na katerem mestu se nahajaš. Ne? Tako da vsakega začetnika bi sigurno priporočila, da se začne z nekom učiti. In večinoma pa začne se vse iz growla. Tudi če se učimo distorzijo, izhaja iz growla, lahko poskusite, eno pokažem. In naredili Naprimer, te vibracije, ki nastanejo pri growlu, ki jih čutimo tukaj, jih v bistvu moramo uporabiti pri distorziji, ono pa v bistvu odrezati na nek način, ne? Tako da je vse skupaj povezano. Tako da step by step v bistvu greš čez vse te različne stvari. Dobro. Cool. Kaj si pa ti si pa, se pravi, koliko je 2 leti nazaj, ne? Si prvič šla na nek tak workshop. Kdaj je bilo to? Ja, mislim, da je malo več kot 2 leti. Najprej sem v bistvu začela z Laurel in Davidom iz Voice Science Works. Tam sem malo bolj raziskovala to. Takrat sem se z Janis Joplin ukvarjala, največ. In tudi s tem programom Voce Vista, kjer analiziramo vse te stvari, da sem dejansko videla zvok, kje se zgodi ta noise, kje se zgodi. Torej, najprej sem teoretično obvladala, bi lahko rekla, na ta način zvok, ne. Potem pa sem kontaktirala najprej veliko teh metal pevk, ker sem pač sama ženska, sem iskala žensko zaradi tega, ker mi je pač lahko nekako mogoče se najbolj v mojo kožo postavila, ki totalno nisem imela nobenega pojma od tega prej in moj glas ni naravno tega naredil. Če Nataša lahko potrdi, da prvič, ko sem mogla narediti growl, je bilo tako. Res. Tako da potem sem pa v bistvu prišla do Melisse Cross, ki mi je bila, wow, še vedno je ona mama tega vsega, bi rekla, v svetu, koliko je ona naredila pri vseh tem raziskovanju in v bistvu, da je personalizirala vse te vaje za vse te metalce, mi je ona nekako dala res ogromno. In potem sem pa našla eno v Ameriki, s katero sem se res zaštekala in punca res obvlada, tako da bom tudi njo, Mary Zimmer, priporočila vsem, ki mogoče znate angleščino in si želite kakšne take stvari. In to je v bistvu postala takrat moja strast, tako da zdaj res razumem, o čem se gre, ker še par let nazaj bi me lahko nekdo vprašal in ne bi vedela. In zdaj sem pa res previdna pri vsem tem, isto pri sebi in zelo zahtevna tudi pri drugih, da želim, da se zdravo naučimo to, ne? Ker pol lahko res dobra glasba nastane in pol dobro se počutimo. Ful dobro. Meni je bilo tole drugače ful všeč. Tako da, Deja, imaš ti še kaj tazga, ki si hotela povedati, pa te jaz nisem vprašala? Jaz bi mogoče na koncu rekla besede enega, ki je bil tudi v procesu učenja Melisse Cross in je rekel, da je naša odločitev, če bomo peli ali če ne bomo peli. In velikokrat si govorimo, kakšen glas imam, ni mi všeč. In je rekel, ti odločaš, poj ali pa ne poj. Tako da, če si deep down inside želimo peti, potem bomo zbrali, da bomo peli. Pa tudi, če bomo ne vem, kaj se dali za to. Ful dobro, ful lepo. Ok, v glavnem, če imate kakršnokoli vprašanje na to temo, dajte nam ga napisati, lahko na mail, lahko na Instagram, Facebook, povsod smo vam na voljo in bova Julija odgovarjala, ne, na storih, pa tako. Ali pa s kakšnim postom, tako da
To je to. Če pa se hočete to naučiti, ja, lahko greste k drugim učiteljem, tako kot je Julija, jih bomo tudi napisali spodaj pod video. Lahko prijete tudi k naši Juliji. A ne? A je tako? Welcome, welcome. Da ves. Nič, lepo se majte in se vidimo. Hvala, Nataša. Hvala, Julija.